prvi zložljiv kovček, strešni kovček za avtomobile. ...520-litrski, zdrži 75 kg. 520 litrov, to je približno toliko. To je primerjava recimo z največjimi od drugih proizvajalcev. Tako. In ta glavna prednost je, da ga lahko zložiš. Seveda, če imamo velike kleti, ni problem imeti. Predvsem je to bolj, rekel, za prebivalce v blokih. A si bo človek, rekel, kovček ali sposojal, ali kupil, pa ne ve, kam ne bi ga dal, ali ga pospravil pri stari mami, ki je 60 km stran. Takole, ko ga neha uporabljati, ga zloži in ga nese lepo v stanovanje. Koliko je takšen kovček vzdržljiv? Testiranje na vseh, rekel, vremenskih pogojih. Seveda, če so Švedi naredili, to pomeni, da mora zdržati vse, ne, nekje do minus 35-40 do plus 50 stopinj, UV, protekcija in pa seveda vodoodpor. A se ga da strgati? Strgati, verjetno se ga da, ampak tukaj not so posebni materiali iz kevlarja vlakna, tako da ni šans, da prerežeš to. To je ena stvar, druga stvar je, ko imaš odzadaj našo ključavnico ali katerokoli drugi žabico in zaklenejo z obeh strani, tako da ni dostopa do kovčka, tako da ne more noben ti karkoli ukrasti. Vsakeč, ko damo nekaj na avtomobil, to pomeni, da se soočimo z višjo porabo in pa z več hrupa. A je v tem pogledu zložljiv kovček boljši od tistega trdega? Se strinjam, pa še žvižga kdaj zraven, ne? Tako. Kovček je do 30% manjši zračni upor. S tem je jasno za polovico manj glasen kot trdi kovčki. Hkrati pa še ena prednost, tukaj ni omejitve hitrosti. Se pravi, lahko vozite, kakor vam avto gre. Kdaj boste dobili konkurenco? Dvomim, da jo bomo, ker so Švedi licencirali to zadevo, tako da mislim, da bo kar dolgo trajalo.